Lahko začnemo, lepo pozdravljeni. Kot veste, sta se Slovenija in Hrvaška pred arbitražnim sodiščem zavezali, da bosta 11. februarja letos vsaka oddali svoj memorandum, to se pravi svoje argumente za predmet spora, ki ste ga vsaka določili ločeno, ker nista uspeli uskladiti teh predmetov spora. Že dolgo smo v Pozitivni Sloveniji pričakovali od Vlade Republike Slovenije, da bo kaj storila s tem vprašanjem, vendar ni bilo nič do zadnjih 10 dni, ko smo iz medijev izvedeli, iz izjav nekaterih ministrov, da je to sicer bilo na dnevnem redu, vendar da ni bila sprejeta nobena odločitev. Še več. Včeraj smo na tiskovni konferenci Janeza Janše, predsednika vlade, izvedeli, da hoče odločitev o tem sporu oziroma o samem memorandumu preložiti na Državni zbor. Ta memorandum, besedilo, ki naj bi obsegalo več 100 strani samega besedila in zemljevidov ter 800 strani prilog, to se pravi več kot 1000 strani težkega dela, 2 let, je označil kot nekakšno slabo pripravljeno domačo nalogo. In to sta dovolj velika razloga, da smo se v Pozitivni Sloveniji odločili, da danes skličemo tiskovno konferenco in povemo nekaj na to temo. Najprej naj začnemo s to slabo pripravljeno domačo nalogo oziroma s šolarčki, kot jih je imenoval, če ponovim citat gospoda Janše včeraj. Gospod Janša je dejal, zadeve niso dobro pripravljene. Če ste v šoli napisali slab spis ali slabo odgovarjali na vprašanja, se vprašajmo, kaj je rekla učiteljica. Torej, v tej vlogi se je postavil gospod Janša v vlogo učitelja, medtem kot več kot 20 člansko ekipo, ki je 2 leti dan in noč pripravljala ta memorandum, pa za šolarčke. In poglejmo, kdo so ti šolarčki. Ti šolarčki so vrhunski strokovnjaki z področja prava, še zlasti mednarodnega prava, politologi, sociologi, zgodovinari, geografi, kartografi, arhivarji. Še posebej pomembno pa je, da so to ljudje po svojih političnih opredelitvah usmerjeni tako bolj levo in tako desno. Skratka, pokrita je bila v teh med temi ljudmi celoten političen spekter v Sloveniji. Med njimi je seveda tudi precej tujih strokovnjakov, ki jih je najela Republika Slovenija za to delo. Vodi jih glavni odvetnik gospod Andrej Pele. To je najboljši mednarodni pravnik, ki ga lahko za to področje dobimo na svetu. Pa bom argumentirala. Gospod Andrej Pele je v zadnjih 20 letih sodeloval na več kot 40 spornih obravnavah, ne samo pred arbitražnimi sodišči, ampak tudi pred drugimi sodišči, in je znan po temu, da ima najboljšo bilanco zmag, skoraj da nikoli ni izgubil. Zgubo je doživel menda v nekem sporu, kjer je državo, ki ga je najela, vnaprej opozoril, da nima veliko možnosti za zmago. Pred kratkim, da vam bo bolj nazorno lahko predočeno, kdo je gospod Pele, je zmago požel v zadnjem sporu med Nikaragvo in Kolumbijo, kjer je zastopal Nikaragvo. Podobno zmago je prinesel Peruju v ozemeljskem in morskem sporu s Čilom in tudi Romuniji v sporu z Ukrajino. Kaj je tukaj zelo pomembnega? Vsi ti kejsi, bom rekla, primeri, so pomembni zato, ker so zelo podobni našemu. Niso povsem isti, ampak gre za spore med obema državama, ki so nastali tako na morju kot na kopnem. Pa se vrnimo k gospodu učitelju, kot je sam sebe očitno videl predsednik vlade. Gospod učitelj nam je včeraj sporočil, da bo kljub temu, da se dobro zaveda, protizakonito prelevil odgovornost na Državni zbor. Zakaj govorimo protizakonito?
Poglejmo samo 4. člen zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma, ki zelo jasno določa, da je za izvajanje arbitražnega sporazuma pristojna vlada in nihče drug. Drugi zakon, ki je tudi povsem jasen, je zakon o zunanjih zadevah. Predvsem v tistem delu, to so členi 70. 75. člen, ki govorijo o mednarodnih pogodbah. Mednarodna pogodba pa arbitražni sporazum je. Državni zbor mednarodne pogodbe ratificira, sprejema pa jih ne in izvaja jih tudi ne. Mi ratificiramo, vsa odgovornost pa je na vladi. In zdaj seveda moramo povedati jasno, gospod Janez Janša, če hoče sprejeti to odgovornost ali pa noče, jo bo na koncu moral. Namreč v državnem zboru takšne zadeve, takšna vprašanja lahko obravnavamo samo na sejah odbora za zunanjo politiko, izjemoma na kakšni zaprti seji državnega zbora, kjer pa se praviloma seznanimo s problematiko, ali pa na izrecno zahtevo vlade podamo neko svoje mnenje, ampak mnenje ni zavezujoče za vlado. Torej, državni zbor ne more odločati, tudi če bomo o tem govorili, odločiti mora vlada. In zdaj seveda pridemo do vprašanja, zakaj je do vsega tega prišlo. Tu so seveda politični razlogi. In da ne bom govorila samo jaz, predajam besedo kolegu Romanu Jakiču. Janez Janša je včeraj izjavil, da je vlada Republike Slovenije polno operativna in ima vsa svoja ustavna pooblastila. V praksi se seveda to kaže drugače. Danes smo v Državnem zboru Republike Slovenije zastonj čakali stališče Republike Slovenije glede agende Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo naslednji teden v Bruslju. In prvič od vstopa Slovenije v Evropsko unijo se je zgodilo, da ob polni operativnosti vlade le-ta v resnici v Bruselj ne bo šla. In to zaradi, po našem mnenju, notranje koalicijskih preigravanj. Gre za nesprejemljiv, neresen in seveda škodljiv presedan Janeza Janše, ki se igra z že tako, kot bi rekli, načetim ugledom Republike Slovenije v tujini. Razlog, da Slovenija še nima stališča do dnevnega reda tega sveta EU-ja za zunanje zadeve, na tem svetu so pa zelo pomembne razprave glede odnosa EU, ZDA, Bližnjega vzhoda, Sirija, južno sosedstvo, celo Iran, Antarktika in tako naprej. Razlog, da nimamo teh stališč, je po naših neuradnih informacijah zato, ker je predsednik vlade ne želi, da na tem sestanku sodeluje zunanji minister Republike Slovenije. In se seveda sprašujemo, ali je to vrstno nagajanje in notranje politično obračunavanje modro in v dobro Republike Slovenije. Odgovor je seveda ni. Kot ni seveda modro in ni v interesu Slovenije javna razprava o memorandumu o predmetu spora za arbitražo o meji s Republiko Hrvaško. Na eni strani gospa Andreja Metelko Zgombič na hrvaški, se pravi strani, zadolžena za pripravo njihovega memoranduma, pravi, da je opozicija in koalicija na Hrvaškem enotna in da bodo dokumenti dostopni javnosti, ko bo to primerno. Se pravi, ne želi razpravljati o tem, preden ne gre to na sodišče. Pri nas pa se seveda predsednik vlade in zunanji minister javno kregata okoli vsebine memoranduma in strankarske notranje politične interese postavljate pred interese države. Poleg tega pa seveda pozabljata, da se vsaka njuna beseda skrbno beleži in bo koristila ali škodila kot dokazno gradivo v samem postopku arbitraže. Tudi tega ni bilo v zgodovini vseh teh arbitražnih sporov, da bi se seveda tudi tiste, naprimer omenjena je bila Romunija, Ukrajina, ker so 30 let reševali spor zelo, da bi seveda javno, ena država javno obračunavala znotraj svoje vlade, kaj šele med opozicijo in koalicijo. Namreč ne moremo se znebiti, ali pa jaz se ne morem znebiti občutka, da
Janez Janša želi načrtno peljati našo obrambo v slepo ulico in seveda ta primer na arbitražnem sodišču izgubiti. Drugič, ne morem se znebiti občutka, da se želi skriti za državnim zborom in pa odborom za zunanjo politiko, zato pa nima nobene ne moralne in pa ne pravne podlage, o tem je kolegica govorila, citirala člene. In jaz imam občutek, da lahko, tle seveda špekuliram, da obstaja tudi nevarnost, da bo ta najboljši svetovni odvetnik, gospod Pele, ki smo ga najeli, da nas zagovarja na arbitražnem sodišču, enostavno dvignil roke, ker mu v bistvu ta vlada ali pa predsednik vlade sesuva obrambo na sodišču. Naj zaključim pa stavkom, da žal se kaže, da nam je državo ugrabil Janez Janša. Hvala. Hvala. Zdaj pa izvolite, če je kakšno vprašanje. Gospod Čavnik. Je pravkar povedal kolega Jakič, da so to stvari, ki so strogo zaupne, nobena država ne izdaja svojih izhodišč, ne? In povsem noro je, da 16 dni pred oddajo referenduma, po 2 letih, nekdo pomišlja na kakšno tako neumnost, da bi spreminjal predmet spora. Po vseh državah, kot veste, nekaj let pripravljajo argumentacijo za določen predmet spora, ne? In tukaj ni kaj komentirati, to je povsem noro in temu se Slovenija more upreti in izogniti. Če lahko samo dodam, Vlada Republike Slovenije je tudi ob znanju Državnega zbora in odbora za zunanjo politiko pred enim letom začela ta postopek, ne? In vkolikor je kdorkoli znotraj vlade, predvsem pa predsednik vlade, in tle je pač smešnica toliko večja, ne, da je predsednik vlade bi lahko v tem letu, v letu dni posegel v vsebino, če bi to želel, predvidevam, da ima seveda tudi pooblastila, ali pa bi se mogla z zunanjim ministrom o tem pogovoriti in to narediti v procesu seveda kreiranja tega memoranduma in stališč Republike Slovenije, ne pa v resnici 5 minut pred 12. in še to javno. Izvolite. Obadva sedite v odboru za zunanjo politiko, če se motim, da ste lani obravnavali 3 mestna poročila pripravljalne skupine, ki piše memorandum. Zanima, v kolikšni meri ste možnost vplivati ali pa povedati svoje mnenje o tem, kaj se dogaja in ali ste imeli na teh sestankih tudi vprašanje predmeta spora? Sam predmet spora je bil omenjen v teh poročilih, so pa tajne narave vsa ta poročila, mi smo 3 poročila obravnavali in že nekaj časa nazaj se nam je zdelo čudno, kako to, da od decembra nismo dobili 4. poročila, ne, ki ga prav tako še ni sprejela vlada, ne. In to je pa zadnje poročilo, kjer bi bilo največ informacij o tem. Razprave so bile zelo konstruktivne, kaj ne, kolega Jakič, v glavnem smo se strinjali, v manjšini so bili nekateri, ki so imeli kakšne ideje, ki se večini niso zdeli primerne, ampak več o vsebini pač ne morem govoriti, ker so to strogo zaupne in zaprte seje. Smo pa seveda vsa 3 poročila obravnavali in želeli bi si, da bi čim prej dobili tudi 4. poročilo in sam memorandum. Še enkrat je treba poudariti, da zakon o arbitraži govori o tem, kdo mora sprejeti stališča, kdo mora zagovarjati ta stališča, se pravi Vlada Republike Slovenije, da pa sicer zakon o zunanjih zadevah pa govori tudi o tem, da je lahko državni zbor ali pa odbor za zunanjo politiko o tem obveščen. To, kar predsednik vlade zdaj hoče narediti, v resnici hoče svojo lastno odgovornost preložiti na pleča državnega zbora in poslank in poslancev, kar ni v skladu, kot sem rekel, ne z moralnimi normami, predvsem pa ne z pravnimi normami, ki veljajo glede priprave tovrstnega dokumenta. Še eno vprašanje, če sem za vas, gospod Jakič. Rekli ste, da premijer Janša želi načrtno peljati proces v slepo ulico in namerno primer izgubiti. Če prav razumem, da bo to
Ne, nisem rekel, če boste točno poslušali, sem rekel, ne morem se znebiti občutka, ne, ker ta občutek je tak bil včeraj, ko sem poslušal to. Ne. Za razloge sem pa navedel v začetku, ker sem povedal, da se to vrstne zgodbe ne dela, ne, in tudi ne razumem, zakaj predsednik vlade hoče to materijo pripeljati pred državni zbor. Vsekakor pa je definitivno narobe, da se o tovrstnih zgodbah pač izjavlja ali na tiskovnih konferencah ali pa na stopniščih katerega od ministrstev. In zato se ne morem znobiti občutka, da gre v tej smeri. In moram reči, da bi bil pred odločanjem, vkolikor bo kolegi to sprejel, mi bomo seveda nasprotovali, da bi bila razširitev tako odbora za zunanjo politiko z odločitvijo o memorandumu, kot seveda tudi razprava na zaprti ali odprti, najbrž zaprti seji, ne, bi želel, če slučajno pa pride do tega, da bi to bilo preneseno, me prav zanima, kaj o tem misli naš odvetnik, gospod Pelej. Jaz bi še dodala, veste, stvar domoljubja je po mojem mnenju stvar tega, da spoštuješ svojo državo ne glede, kdo je sprejel kakšno odločitev, ampak kadar je odločitev polnopravno sprejeta, potem je treba to odločitev izvajati, ne glede na to, kdo je na oblasti. In ta vlada je bila dolžna prevzeti vse naloge od prejšnje vlade, ki jih je podedovala za ratifikacijo arbitražnega sporazuma.